besedno zvezo, danes pa nimam energije. Ja, pa če bi šli narediti test na čist recimo kri, urin, te čist fizikalne teste v uradni medicini, večinoma bi pokazali, da je vse v redu. Torej je dejansko problem v energijah. In karkoli se midve pogovarjava tukaj, se dotikava tega naše naravne zmožnosti, kako priklicati več zdrave energije. Midve skupaj imava več kot 40 let dela na sebi, z naravnimi načini zdravljenja. Obe sva šli skozi kar precej zahtevne zdravstvene izkušnje in obe sva se pozdravili na naraven način. To pomeni brez farmacevtskih produktov. Ampak in sva skozi svoje telo priklicali zdravilne energije. Se vede, to pomeni, to ne pomeni samo, da sva samo same s sabo, ampak sva hodile na izobraževanja, potem na določene tretmaje, doma se primerno prehranjevale, delale energijske vaje in tako naprej. Skratka, vse, kar je doprineslo k temu, da sva se naučili upravljati s to energijo, ker žal mi se ne rodimo z uporabniškimi navodili. In moramo te uporabniške navodila sami odkriti. Pa še to je, da je vsak drugačen, in če imate vi uporabniška navodila za ene vrste človeka, še ni nujno, da bo to isto delovalo za drugega človeka. Tako da je zelo pametno odkrivati samega sebe. Je pa fino, da imate kakšnega mentorja, ki je že šel skozi, če rečemo, pragozd svojega nezdravja in se je pozdravil. Ker vam bo povedal, kje so pa pasti, kje so tisti detajli, kjer imate za paziti, da ne boste zašli ali pa padli v prepad. Pred dnevi sem eni rekla, ke sem ji povedala, ne, jaz pač delam tudi te skene, ko se vidi, jaz rečem, da pogledamo, kaj se dogaja pod kožo, in potem se vidi, seveda, kateri organi malo slabše delajo, kako so obremenjeni s težkimi kovinami, s paraziti, katere funkcijske pomanjkljivosti imajo. No, ke sem eni te stvari povedala, je rekla: "Joj, zdaj sem se pa čisto prestrašila." Pa sem ji pa jaz rekla: "Okej, če ti veš pot, recimo pa tista cesta, po kateri bi se želela peljati, je tako zelo nevarna pa ovinkasta, in eden bo šel z veliko hitrostjo po tisti cesti. Ali bi mu ti povedala, da tam je nevarnost, pa tam je nevarnost, pa tam je nevarnost in je treba paziti?" Ja, pa je rekla: "Ja, seveda bi povedala." In sem rekla: "Isto je pa tukaj." Se pravi, jaz sem povedala, kje so nevarnosti, a ne. In zdaj pa lahko se prestrašiš pa z isto brzino voziš po cesti, ki je zelo ovinkasta pa nevarna, ali pa se ustaviš, razmisliš, pa pogledaš, a je mogoče kakšna druga pot do tvojega cilja, oziroma voziš previdno in si oprezen oziroma pozoren na detajle, na tiste stvari, kjer te lahko nese čez rob. Tako da midve pomagava, obe sva mentorci, tako Alja kot jaz sva mentorci za vaše naravno zdravje. In danes, tako kot je Alja rekla, se bova majčkeno dotaknili krvnih bolezni, kot sva se pogovarjali. Tisti, ki nam je pisal, ni specificiral, katera krvna bolezen. In to potem majčkeno oteži najin nasvet, kaj lahko naredi človek, ampak midve bova zdaj tako v grobem povedale, kaj je treba pri teh na splošno pri krvnih boleznih
paziti. Kri je povezana, če pogledamo najprej psihološko, z zadovoljstvom. Človek, ki ima kakršnekoli krvne bolezni, je fino pogledati najprej, koliko uspe biti zadovoljen sam s seboj. In koliko ima občutka varnosti. Ker kri nosi hranilne snovi. In če kri ne prinese hranilnih snovi do tkiv v telesu, potem seveda je naše telo tako zelo v nevarnosti. Ampak najprej se moramo vprašati, a je to na višjem nivoju ustvarjen ta občutek nevarnosti, ker vse, kar je na višjem nivoju, se pravi, kar je na nivoju uma, se potem, pa energij, pa duha, se potem preslika v telo. In če se mi v okoliščinah, kakršne so, počutimo zelo nevarno, potem se razvijajo razne bolezni. Recimo, imela sem enkrat stranko, ki je imela trombocitopenijo. To je pomanjkanje tvorjenja trombocitov v telesu in pol je seveda ni mogla niti zanositi, pa paziti na prehrano in tako naprej. Ampak iz zgodovine te gospe je izhajalo, da njena mama ni glih najbolj zdravo živela, ko je bila noseča z njo. In se je ta bolezen razvila že zelo zgodaj v otroštvu te moje stranke. Prvič, mama je nezdravo jedla, kadila, pila alkohol in to je povzročilo čisto na temu duhovnem nivoju vprašanje, a bo ta zarodek preživel ob vseh teh invazivnih stvareh, ki jih je imela, ali ne bo preživel. In so se zato razvile težave, pač prav s trombociti. In na enak način je seveda so tudi druge težave. Se pravi, vprašati se po zadovoljstvu v življenju in po varnosti. Ko smo mi varni, se prav to zadovoljstvo pride. In velikokrat, recimo ljudje, ki imajo težavo prav s krvjo, s čistostjo krvi, imajo težave tudi s kožo, zato ker jetra ne delajo, jetra ne očistijo dovolj. Zdaj pa, jetra so pa potem posledično, dajmo spet na temu duhovno, čustvenem, umskem nivoju, so pa povezane z jezo, z zamero. In če mi vstavljamo v telo nekaj, kar telesu ne ustreza, ja, se gradi ta odnos jeze, a ne. In potem recimo, ko gremo skozi razna čiščenja, tudi telo more to ven vreči, se lahko vse te stvari pokažejo na koži. Vse te, kar je bilo naloženo v tkivih, ker kri ima dostop do vseh tkiv. In nečistoče se nalagajo na različne dele. Največkrat se nalagajo na živčni sistem, v joints, v sklepe, ja, v sklepe. Malo preveč berem v angleščini, pol pa včasih se kakšne stvari ne spomnim v slovenščini. Čisto razumem. Skratka, imamo živčni sistem, se pravi možgani, pa sklepi. In veliko ljudi ima te revmatične težave, pa živčne težave. Glejte, to
kri treba očistiti, zato da bo kri odnesla te strupe in tudi sva se z Aljo zdaj pogovarjali, katero temo bova obravnavali. Glejte, jaz sem ravnkar sem kupila kdaj je bilo to? Petek? Mislim, da petek, ja, četrtek, petek. Sem si kupila bakreno skodelico. Zato, ker na baker se vežejo, pa recimo selen je tudi en tak, na katerega se vežejo te strupi. Pa recimo jaz velikokrat predlagam glutation. Glutation je tudi ena učinkovina v telesu, ki jo sicer telo proizvaja, ampak če je veliko teh strupov, je treba to vnašati noter, zato da glutation, vse te vnetje, pa na to se vežejo te strupi, zato da mi sploh lahko, da gre skozi pravo luknjo ven te strupi, ker ni prava luknja na koži, ampak moramo mi polulati, pa pokakati, pa izšvicati stvari ven. Ne pa, da se nalaga to na telo. Enkrat je bila ena dama pri meni, je imela odprte noge, a ne, in je rekla, je še dobro, da grejo tam strupi ven. Sem rekla, če bi bilo dobro, da grejo strupi tam ven, pa bi vsem šlo tam ven. No, in ona je imela težave prav s paraziti v krvi. Zato, ker je bilo njeno telo ni bilo sposobno parazitov odstraniti, se pravi, je bilo toliko zapackano in je to skozi noge ven šlo. In ko sva midve telo očistile teh parazitov, so se čudežno noge zaprle, ker zdravniki so hoteli to že itak odrezati, a ne, ker to je tam problem, noge odrezati. Ni tam problem, je bil problem v prebavnem sistemu. In kri je zelo povezana z ognjeno energijo in tega je tudi preveč, pa če smo prej govorili o to psihološko, a ne, recimo varnost, je ful napetosti noter. Zdaj, a se jo mi zavedamo ali pa se jo ne zavedamo. Tako da, recimo, in lahko rečem iz tega primera zadnjega, ko je imela veliko parazitov noter, ta dama je bila malo starejša dama, ne, ampak ogromno enih prav ene tesnobe, živčnosti, kaj se bo naredilo. Ona je celo noč poslušala, a bo kakšen vdrl v hišo ali ne bo. Se pravi, a vidite, spet smo na nivoju varnosti. In jaz svetujem veliko meditacije, zato da se začne umirjati. Pa seveda potem, da pomagate, ne vem, s terapijami, pa s spoznavanjem, da greste v šolo, kako to očistiti, prav fizično očistiti. Seveda, ni dosti, da mi to na umskem nivoju, treba pa na recimo duhovnem nivoju, treba tudi čisto na fizičnem nivoju. In sem rekla, jaz sem zdaj kupila tole, da mi pomaga čistiti moje telo. Tako da zdaj bom pa še predala besedo Alji, jaz sem nekaj povedala, zdaj pa še ona bo s svojega vidika podala. Ja, jaz bi se tukaj dotaknila še ene stvari, ki tudi v krogih naravnega zdravljenja se v bistvu ne ve toliko veliko o tem, oziroma se ne govori veliko o tem. In to je čisto ravnovesje mineralov v človeškem telesu. In bom razložila, kako se to tiče krvi, ampak pomembno je razumeti, kako je Neja rekla, ne, kri gre povsod, naše telo komunicira, vsi deli z vsemi ostalimi deli. Tako da o kateremkoli sistemu midve govoriva, tle je potrebno razumeti, ne, zahodna medicina gleda te sisteme kot ločene, gleda se kardiovaskularni, pa živčen sistem, pa imunski sistem, ampak to je telo, to je enovit sistem, ki se stalno komunicira z vsemi deli in sledi, kaj se dogaja, kje. Zdaj, to ravnovesje v mineralih, jaz bom zelo to na preprost način povedala, oziroma ne bom šla v detajle, zato ker smo lahko čez 3 ure, ampak par zelo pomembnih mineralov, vitaminov, hormonov in tako so v telesu, ki morajo biti v pravilnem ravnovesju, zato da telo lahko optimalno funkcionira. In Neja je omenila bakreno posodo. Eno teh ključnih mineralov je baker.
in en poseben encim, ki je povezan in je odvisen od bakra. Je pa ta encim, reče se mu ceruloplazmin, če kogarkoli zanima, je vključen v to, da lahko pravilno uravnava železo. Zdaj, železo je tako zelo, tudi, ker govorimo o krvi, je zelo zanimiva tema, zato ker verjetno večina od vas, ki ste slišali v kontekstu železa, ste slišali, da ima ljudje ga premalo, da so ljudje anemični. Zdaj, jaz ne bom rekla, da smo vsi doktorji nimajo prav glede tega, bom pa rekla, da je zelo veliko raziskav kaže, da to ni res. In je v bistvu tle treba razumeti to veliko bolj subtilno. In sicer, kaj se dogaja, je to, da železo, če pogledamo, je izjemno reaktiven element. Če date vi železo pa kisik skupaj, veste, kaj se zgodi. Stvari začnejo zarjaveti, ne? Če to lahko vidite povsod, tako vas se dogaja. In čisto isto je v našem telesu. Kada prijete železo pa kisik skupaj, to v bistvu mora biti narejeno na zelo pravilen način, zato da ne začnejo dejansko naši organi v telesu rjaveti. Se pravi, železo mora biti na pravilen način vpeto v svoj hemoglobin, da pa dobi kisik, ampak tukaj je pa baker, tista ključen mineral, ki v bistvu omogoča, da se kisik pravilno prenaša iz železa, potem mitohondrije in naprej, in pa, da čisti vse, če rečemo temu, izpuhe, danes se temu rečejo prosti radikali, ki nastanejo pri teh celičnih procesih. Zdaj pa danes, ker večina ljudi nima dovolj bakra, pa ni samo baker, so tudi vitamin A oziroma retinol, pa magnezij, pa vitamin E, ki so zelo pomembni, to mora biti vse v ravnovesju, ampak večina ljudi nima dovolj tega bakra v pravilni obliki, se pravi v obliki ceruloplazmina. Se pravi, potem železo ni pravilno regulirano in pride v bistvu do teh reakcij rjavenja. Kar se zgodi je to pol, da telo umakne železo v organe in tam se pol nabira ta oksidativen stres. Če pa je v krvi, je pa pomembno razumeti to, da se patogeni mikroorganizmi futrajo v bistvu z železom, rabijo ga za svoje procese. In če je preveč tega železa prostega, če temu tako rečemo, v nepravilni obliki v krvi, se bojo tam začeli vnetni procesi. Ali pa če vidite recimo akne in stvari na koži, to so vsi vnetni procesi. Ampak je treba razumeti, da vnetni procesi v telesu, ki imajo v zelo veliki meri odzadaj v bistvu problem z napačnim ravnovesjem bakra in železa, se pravi napačnim ravnovesjem mineralov, ki je zaradi kombinacije napačnega življenjskega stila, se pravi napačne prehrane, premalo teh hranljivih snovi in pa predvsem preveč stresa, ker stres zelo vpliva na vse te minerale, kar seveda tudi gre s tem, kar je Neja govorila o živčnosti, napetosti. Ko imate vi stres, vam najprej uniči ravnovesje magnezija, ko uniči ravnovesje magnezija, se energija ne tvori pravilno, potem grejo vse stvari malo po svoje v telesu. In je tukaj treba razumeti, da v bistvu, ko je to ravnovesje napačno, se bo začelo vnetni procesi v telesu. Kar pa mi danes vemo, pa to ne bo vam doktor povedal, zato ker medicina je ponavadi 50 let tudi za klasičnimi znanstvenimi raziskavami, ne. Jaz sem znanstvenica, zdaj končujem doktorat in lahko povem, da stvari, ki jih učijo doktorje v medicini, so zelo velikokrat 10 let zadaj v bistvu za tem, kar so nove raziskave, ki vam prihajajo. In to je zelo pomembno vedeti. In tega vam ne bo v bistvu vam noben doktor znal povedati, oziroma jaz ga še nisem srečala, ki bi se te stvari naučil. Ampak kar se ve danes, in to prihaja pa zdaj vam tudi v teh klasičnih medicinskih krogih, je pa to, da je kronično vnetje odzadaj za absolutno vsemi boleznimi, s katerimi se ljudje danes boljujejo. Od raka do kardiovaskularnih bolezni, do avtoimunih bolezni, do marsikaterih bolezni prebavnega trakta, depresije, anksioznosti, živčnega sistema. V bistvu, ko gremo dol na skupni imenovalec, pridemo vedno do kroničnih vnetnih procesov. Zdaj pa, ko gremo nazaj, in kako se bo to kazalo, pri komu je pa malo odvisno različnih stvari, ne? Pa udari to na različne dele v telesu, na kakšnem ljudem udar na živčen sistem, na prebaven trakt, pri kakšnih se razvija raka, tukaj je pa tudi povezano malo z genetiko. Ampak je v bistvu ta kronična vnetja začnejo vse stvari ven metati iz ravnovesja.
pod kroničnimi vnetji je pa nepravilno ravnovesje mineralov v telesu. Zelo, zelo velik del tega in potem se to neravnovesje v mineralih, ki je posledica stresa v takšni ali drugačni obliki, pa potem tudi omogoča patogenim mikroorganizmom, da začnejo vse stvari malo še v slabše stanje spravljati. Ne. In zdaj jaz sem še to povem, če recimo razmislite, en zelo tak primer, ki je bil v zadnjih 2 letih aktiven, ko smo imeli majčkeno tole pandemijo. Če se pogleda, kdo je imel težave s težjim potekom bolezni, se vedno pride na skupni imenovalec kroničnih vnetij. Pri vsem. Ali je bil to diabetes, ali so bile kardiovaskularne stvari. Večinoma so bili to ljudje z 2 ali pa 3 preobstoječimi že stanji, se pravi kroničnimi stanji, ki so bila diagnosticirana. Ne. To je vse kronično vnetje, ker potem nič v telesu ne dela uredno. Tako da tudi, ko pride do krvi, je treba začeti pogledati vse te stvari, je treba začeti pogledati prehrano, seveda, in prebavni sistem, ker prehrana sama po sebi je seveda zelo pomembna, ampak če presnova ne bo v redu, ne bo to blazno pomagalo, a ne. Potem je pa treba pogledati stres v življenju, čustven nivo, fizičen nivo, mentalen nivo in videti, kje so v bistvu te prepreke in začeti odstranjevati. Ne. Najlažje se začne z spremembami življenjskega sloga, takimi zelo očitnimi, nehati jesti hrano, ki je škodljiva, dovolj spanca, imeti nek določen ritual, ki pomaga, da pomiri živčen sistem, ali je to meditacija, ali je to čas v naravi, čas v tišini, nekaj takega, da se stvari malo pomirijo, ker danes živimo v stresu, v svetu, ki nas bombardira, se ogromno stvari stalno. Potem pa zraven tega se pogovoriti z nekom, ki lahko prebere vaše telo, oziroma pogleda, se pravi, da razume, kaj določeni simptomi povejo in da se potem vidi naprej, ali je treba določeno čiščenje narediti, ali je potreba za nek krajši čas mogoče kakšne dodatke dati zraven, zato da se stvari postavijo na svoje mesto in da vam lahko svetuje in vas vodi na tej poti, kako priti ven iz s čemerkoli se trenutno bojujete. To bi jaz dodala zraven. No, super, super, krasen. Ja, tako da recimo tule Alja omenila dodatke, a ne. Glejte, jaz sem zagovornica tega, da tisti čas, ko je res treba telesu pomagati, da vzpostavi normalno delovanje, da mu je treba nekako od zunaj pomagati, da se bo popravil. Ni pa to zdaj, da bi pa mogli vedno dodatki jesti, je pa ekstremen pomemben. Ekstremen pomemben. Ne morem poudariti bolj, kako je pomemben, kakšno hrano vi jeste. A ne? Ja. Če se prehranjujete v restavracijah, včeraj smo imeli snemanje meditacije zdravljenje srca in je bila na tej meditaciji dama, ki bi mogla biti po uradnih izvidih hroma od 12. prstnega vretenca navzdol, no, ni ona hod, a ne, ker smo začeli takoj delati vaje in ona je tudi imela težavo s krvjo, a ne, ampak je šla za 3 tedne na uradno zdravljenje, na rehabilitacijo. Je rekla, prvi kuhar, ki je bil tam, je kuhal, mu je dala navodila, kako naj kuha. In takrat so se vsi tisti pacienti tam dobro počutili. Potem je pa prišel drug kuhar. Pa je delal po svoje, pa kar en olje, glejte, sončnično olje, dio pamet, a ne. Hvala Bogu, da se je podražil, tako da nehajte ga kupovati. In začel to uporabljati, je rekla, jaz sem še nekako sem od začetka probala izbirati, kaj bom jedla. Ta 3 teden je rekla, sem sama vse kuhala, nisem mogla več tistega jesti, je rekla, hoditi nisem več mogla. In ljudje so se pritoževali, kako jih bolijo noge. In ona, ki je imela dejansko krvni strdek v hrbtenjači in bi bilo tako treba paziti, da se kri ne bi strjevala. Tako da
hrana in še enkrat hrana. Kupite si. Da jaz dam en primer še, da boste vsi vedeli, ker to je tudi ena informacija, ki je zelo napačna, da sonce povzroča kožnega raka. Študija je bila, mislim, najprej že čisto po logiki, če pogledamo, naši predniki so bili celo življenje stalno zunaj, pojav melanoma je zelo precej nova zadeva, zadnjih 50 let recimo, ampak da vam povem čisto študijo, ki so naredili znanstveniki. To je bilo narejeno v podganah, 2 skupini sta bile. Eno skupino podgan so hranili, s čemu se reče ta standard American diet, se pravi ta klasična ameriška način prehrane, se pravi, se lahko mislite zelo veliko hitre prehrane, ocvrte prehrane, slabih maščob, slabe kvalitete vsega. Drugo skupino podgan so hranili z hrano, ki je bila primerna za njih, se pravi z visoko hranljivostjo in tako, da so lahko živali na njej res dobro živele. Potem so obe skupini izpostavili sončni svetlobi. V skupini, ki je uživala to standardno ameriško prehrano, je 25% podgan dobilo raka. V drugi skupini, ki je jedla normalno prehrano, ni bilo ene podgane, ki bi dobila raka. Tako da tukaj je zelo veliko stvari, ki jih mi smo naučeni, ki so napačne. In tudi ti zdravstveni strokovnjaki, ker jih je učil ta isti sistem, kot je vas učil v šoli, jih ne vejo. Tako da tukaj je treba biti malo pameten, ampak glejte, osnove so pač osnove. Prehrana je osnova, spanec je osnova, gibanje je osnova, biti zunaj v naravi, to je osnova. To so stvari, za katere smo se mi razvili, to so stvari, s katerimi naše telo zna upravljati. Vse te ostale stvari, ki smo jih pa razvili takrat naprej, ne bom rekla, da so dobre pa slabe, rekla pa bom, treba je biti pameten, kako jih uporabljamo, v kakšnih količinah, kdaj in vedeti, kdaj reči temu ne, če naše telo ne funkcionira v redu oziroma če mi ne funkcioniramo v redu. Tako da, evo, še to je ena stvar mogoče za razmisliti. Hvala, Alja. Tako da, če se želite naučiti o navadah, ima Alja resnično kakovosten program, kjer v enem letu osvojite 10 ključnih navad, ki vam bodo spremenile življenje. Če pa želite pogledati pod kožo, kaj se dogaja, pa pridete k meni na sken, pa da vidimo, kaj se noter dogaja. Oziroma, če se hočete sami naučiti, kako upravljati svoje energije, kako vitalizirati sebe, pa pridete na seminar, enoletni seminar Postani mojster zdravja. Tako da, dobrodošli, jaz mislim, da bova danes tole, sva že kar precej časa govoriva, midve bi lahko, tako kot je Alja od začetka rekla, 3 ure na to napletale, tako da umirite se, jejte dobro hrano, pa bo kri ful boljša, pa mineralizirajte in se bo stanje veliko bolj izboljšalo. Tako, če imate pa težave, pa lahko se obrnete na Aljo. Tako kot je Alja rekla, Alja bo zdaj končala svoj doktorski študij iz nevroznanosti, jaz imam pa tudi doktorat iz organizacijskih znanosti, kjer sem proučevala predvsem delovanje človeka, psihočloveka, tako da se pa lahko obrnete na mene. Tako da, glejte, možnosti imate, zdaj pa vaša izbira. Tako da, lepo se imejte. In naslednji ponedeljek postavite vprašanje, kaj bi želeli odgovore dobiti. In bova midva po najboljših močeh odgovorili, ampak zmeraj vsak teden pač enega izberemo, eno vprašanje. Tako da zmeraj vsi pridejo na vrsto. Zdajle nam jih že malo zmanjkuje, tako da postavite. Ja, zdajle imate priložnost. Lepo se imejte in krasen dan. Čau. Oziroma miren večer še naprej. Čau.